Tokrat v oddaji Občinski informator. Nadaljevanje urejanja začasnih pešpoti v Selnici ob Dravi, tik pred odprtjem koruznega labirinta v Mariboru. A se štekaš in ker te štekam, projekt pomoči za mlade, ki se znajdejo v veliki duševni stiski. 80-letnica lovske družine Stoperce. Vaška olimpijada v Gorišnici. Dan odprtih vrat kluba tajskega boksa Feniks. Lepo pozdravljeni. Občina Selnica ob Dravi ureja pešpoti ob glavni cesti Maribor-Dravograd. Del poti je tudi ob nekdanji gostilni Kobanka. Podrobnosti o tem, kaj se je naredilo in kaj se še bo, zato da bodo imeli občani bolj varno pot ob zelo prometni državni cesti, pa v prispevku. Občina Selnica ob Dravi se še naprej trudi, da bi pešcem uredila varne pohodne poti ob glavni državni cesti Maribor-Dravograd. To je sicer domena države, a na občini so se lotili postopnega urejanja, saj je treba za varnost poskrbeti zdaj. Zelo ponosni pa veseli smo, da smo spet en del, nekaj 100 metrov, tako imenovane pešpoti ob glavni cesti G11 uredili. Kot vemo, je glavna cesta Maribor-Dravograd ena najbolj prometnih cest v Sloveniji, državna cesta, ki pa država ima, ali pa bom raje rekla, nima posluha, kako pomembno in kako potreben je naš pločnik oziroma pohodna pot. Po županjinih besedah so dolga leta državo prosili, da bi uredila varno pot za pešce. Dobili so soglasje, da lahko sami uredijo pohodne poti. Torej delo, ki bi ga morala opraviti država. Torej mi delamo to zdaj začasno, tako dolgo, dokler država ne bo rekonstruirala, ker ima namen rekonstruirati to cesto. In ugotavljamo, da te naše začasne peš povezave, da so ljudje zelo zadovoljni, zelo veseli, ker zdaj lahko že kar nekaj kilometrov po naši občini hodijo po varni poti. In tukaj, kjer stojimo, je tudi ta zadnji del, ki smo ga v letošnji pomladi oziroma sedaj zaključujemo, končali, ki bo spet pomembno prinesel k temu, da bodo lahko ljudje, ki živijo v tem delu v Bistrici in okolici, varno prišli do samega centra. Kako nevarna je cesta, se vidi vsak dan. Pešci marsikje ne morejo hoditi ob njej. To so področja cest skoraj v celotni naši občini, ki nimajo niti bankine, običajno imajo jarek ali pa hrib. To pomeni, da mora pešec hoditi pravzaprav po cestišču, že v tistem delu, kjer je tudi črta narisana, in če bi nekako pravno formalno gledali, pravzaprav tam ne sme hoditi, ker je vozišče. In to pomeni smrtna nevarnost. Tudi na tem novem delu začasne pohodne poti, kjer smo bili, so uredili razsvetljavo. Županja pa je opozorila na to, da skozi Selnico vsak dan vozi izredno veliko vozil, tudi tovornih. Pešci so tako še dodatno ogroženi. Torej tukaj je zelo prometna pot in torej vsako minuto imate kakšen tovornjak, pa vsaj nekaj osebnega vozila, torej čez 5000 vozil dnevno imamo, od tega 200 priklopnikov. In si lahko predstavljate v nekje 10-12 urah 200 priklopnikov, koliko to pomeni, torej vsako uro in koliko pomeni to na vsakih par minut. Občina Selnica ob Dravi zdaj daje denar za urejanje pohodnih poti ob državni cesti iz svojega žepa. Urejanje teh poti je pravzaprav velik finančni zalogaj za občino, kajti torej naš proračun ni zelo velik. In takšni odseki stanejo 200, 300 in pa več, torej 1000 evrov. Zato si jih zelo težko privoščimo in moramo ta denar pravzaprav odtrgati od nekih drugih ureditev, ampak torej menim pa, da je pa to ena najbolj pomembnih investicij, zaradi tega, ker predvsem gre za varnost, ne gre za izboljšanje za avte, ne gre za neko, bom rekla, luksus, ampak gre za tisto čisto osnovno, da lahko človeka varno pošlješ ob cesti. Prav na delu ceste, kjer so nazadnje uredili del začasne pohodne poti, so nekoliko obnovili tudi avtobusno postajo. Ni čisto nova, ampak uredili smo zaradi tega, ker je imela spodnji del že zelo razmajan, torej pa ni bilo več, smo zdaj to na novo utrdili, betonirali in seveda ta del tudi asfaltirali, tako da smo dali tudi temu, da bomo lahko malo lažje pa lepše čakali na avtobus. Čaka pa jih še nadaljevanje urejanja pešpoti oziroma pohodnih poti. In gremo v smeri zdaj proti Mariboru. Ta en del, kjer je križišče za Varuše, torej tam ima država namen zelo kmalu narediti krožišče in tistega dela zdaj nismo urejali. Nadaljujemo torej tukaj proti odcepu za Sveti Duh na Ostrem vrhu, kjer pa prav tako je namen ureditev križišča, zato smo zdaj to izpustili in nadaljujemo proti Viltuškemu gradu, tako da upamo, da bomo vsaj 300-400 metrov še letos naredili tudi tam, kjer je največje naselje na Slemenu, kjer ljudje torej ne morejo
morajo ta trenutek priti do avtobusne postaje in tisti del bomo še letos uredili, da bo torej tudi tam pot, tam, kjer je največja skupina ljudi, lahko prišli do avtobusa. Upajo pa, da bo država jim toliko prisluhnila, da bodo lahko uredili tudi pot tam, kjer je zdaj tako rekoč nemogoče hoditi, saj ni ob cesti niti 1 metra ravnine, da bi lahko pešci, tudi otroci na poti v šolo, tam hodili. V soboto 18. julija pa bodo v Razvanju odprli letošnji koruzni labirint. Tokrat z zanimivo zgodbo, ki je povezana s kmetijo. Organizatorji so nam predstavili letošnja junaka, poljsko strašilo in strašilka, ter namreč tista, ki bosta spremljala obiskovalce pri raziskovanju labirinta. No, mogoče je naša ekipa dobila tudi kak namig za reševanje nalog ali pa kako priti ven iz labirinta. Poglejmo. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, smo v Razvanju na začetku koruznega labirinta, čez 2 dni se bo tudi uradno odprl. Prinesla sem si pa pravzaprav daljnogled, verjetno si bom lahko z njim tudi kaj pomagala. Povejte. Ne, žal vam ne bo prišel nič kaj, prav zaradi tega, ker je koruza previsoka, pa zdaj jo je še malo namočilo, tako da boste se mogli na nek drug način znajti. Kaj bi mi pa lahko recimo pomagalo? Znanje, mogoče kakšno taborniško, skavtsko, orientacija? Ja, orientacija gotovo bo vam prav prišla, tako da v bistvu čitanje zemljevidov, orientacija, iznajdljivost, vse to vam bo veliko bolj prav prišlo kot pa tale daljnogled. Tako, letošnji koruzni labirint pa ste si pravzaprav zamislili kot kmetijo, kaj ne? Tako, letos želimo obiskovalce popeljati na kmetijo, tako da to bosta storila naša glavna junaka letošnjega poletja, to sta poljsko strašilo Zvonko in pa njegova prijateljica Marjetica, ki bosta v bistvu nekako približala življenje na kmetiji, pridelavo hrane. Zdi se nam, da mogoče otroci izgubljajo stik s tem, kako prihaja njihova hrana na mizo, kako se prideluje, tako da nekaj bo o koruzi, nekaj bo o poljih, o živalih na polju in pa seveda tako kot vsako leto nepogrešljive so tudi zabavne igre, uganke in miselne igre. Koruzni labirint, v katerem se človek lahko izgubi ali pa najde, ko išče poti, ne, in pride od točke do točke, kjer so zabavne igre. Tako, mi skušamo vsako leto pripraviti vsebino, ki je tako poučna kot zabavna, tako da nekaj se naučimo, nekaj doživimo in je to skupaj potem neko tako prijetno poletno doživetje. In kot vsako leto imate seveda tudi letos zagotovo zemljevid. Tako, tudi letos bo obiskovalcem v pomoč pri raziskovanju zemljevid. Na zemljevidu so postaje, tako da se malo lažje orientirajo, seveda niso vse. Nekatere bodo tudi letos ostale skrite, hkrati bo pa precej velik del tudi neraziskanega labirinta, to je tisti del, ki ga obiskovalci raziščejo sami, brez zemljevida. Glede na to, da je labirint 9. leto, so naši obiskovalci vešči, tako da jim vsako leto malo otežimo to raziskovanje in tisti najpogumnejši, ki jih je vsako leto več, pa potem raziskujejo del, za katerega nimajo zemljevida, nekateri se pa tudi radi izgubijo in vmes zemljevid zaprajo in iščejo brez. Pa vseeno, obljubila sem našim gledalcem in gledalkam, da jim damo kakšen namig. Lahko poveste nekaj takega, da bi jim lahko pomagalo? Ja, nekako jaz mislim, da bo jim najbolj pomagalo to, da bodo sodelovali. Da bodo v bistvu sodelovali tisti, ki pridejo skupaj. Naloge so nekatere malo težje, malo lažje, nekateri deli labirinta so malo enostavnejši, drugi so težji, tako da bo jim sodelovanje najbolj prišlo v pomoč. Kako bo sicer odprto, kadar je slabo deževno vreme, verjetno ne, sicer pa? Ja, zdaj, če bo se zgodilo tudi v soboto slučajno, da bo res deževalo, bomo pač predstavili otvoritev na nedeljo. Načeloma pa zdaj, če je to neka ploha, iskreno povedano, po izkušnjah obiskovalcev ne moti, nekateri niti ne pridejo iz labirinta, če je napovedano slabo vreme, če govorimo o strelah, o nevihti, potem zapremo. Sicer pa bomo celo poletje odprti vsak dan od 9. do 20. ure, tako da se lahko razporedijo obiskovalci, da ni gneče in tako. Dobro, najlepša hvala. Tako da, dragi gledalci, z obilico dobre volje pa boste zagotovo prišli tako v labirint, kot tudi iz njega.
Vedno več pa je mladih, ki se soočajo z duševnimi stiskami, ki so žal velikokrat tudi zelo velike. Zato je nastala mreža strokovnjakov, ki izvajajo delavnice, pogovore, ki nudijo mladim pomoč v lokalnem okolju. Taka mreža je znotraj programa A se štekaš. Med aktivnostmi, projekti namenjenimi podpori duševnemu zdravju mladih, zgodnjemu prepoznavanju stisk ter krepitvi dostopnih oblik pomoči za mladostnike je v Sloveniji tudi projekt A se štekaš. Mi smo v projektu A se štekaš, ki ga že torej več let izvajamo na našem centru, ugotavljali, da so naše kapacitete, da bi mi v vsako osnovno šolo in srednjo šolo prišli in izvajali preventivne delavnice premajhne. In zato je bil v bistvu primarni namen projekta Ker te štekam ta, da prenesemo naša znanja in izkušnje na lokalno raven, da lahko tukaj potem te vsebine lokalni izvajalci sami nadaljujejo. Tako so vzpostavili mrežo strokovnjakov, ki že delajo na podobnih področjih in jim predtem omogočili trening in dodatno izobraževanje. So se naučili na eni strani torej izvajati dobre delavnice, ki zares učinkovito zmanjšujejo samomorilno vedenje med mladimi, in na drugi strani, da znajo bolj učinkovito tudi nasloviti, prepoznati stiske mladih in jih torej neposredno naslavljati, vprašati o njih in se pogovarjati, torej da tudi poznajo sisteme pomoči. Tako da prenes v bistvu naše izkušnje na lokalno raven in da s tem v bistvu tu ne samo, da enkratno izvedejo tam, ampak da v bistvu tu znanje ostane. In tudi z supervizijami, ki smo jih ponujali in jih bomo, upam, da tudi v prihodnje, zdaj še naprej, si želimo seveda, da ljudje, ki so prišli v to izobraževanje, Ker te štekam, še dalje izvajajo. Poštovan pravi, da je pomembno, da ostanejo ti strokovnjaki v stiku z inštitutom, tako da bodo lahko dobro izvajali delavnice. Ker dostikrat se zgodi, ko nekako pilotno prvič izvajaš, si zelo zagnan, zelo angažiran, da pa potem motivacija malo upada. Mi pa s tem, da ostajamo nekako v mreži, da ljudi povezujemo med sabo, tudi s novim projektom A se štekaš, torej posodobljenim, da tako rečem, si želimo to mrežo dalje vzdrževati, in torej, da se ta znanja potem tukaj res dobro izvajajo. Zato so potrebne supervizije. Prav v sorodnem delu, imenovanem Ker te štekam, se je namreč videlo v zadnjih 2 letih, da imajo tudi zahtevne primere. Veliko je bilo tega, ko so v bistvu prihajali v tem 2 letih izvajanja projekta Ker te štekam z zelo aktualnimi problemi, primeri mladostnikov v stiski, ker se recimo, včasih smo se pogovarjali o tem, kako povezovati sisteme, kako v bistvu iskati rešitve. Mislim pa, da je bil najbolj pomemben del teh supervizij tudi ta, da so se med sabo slišali ljudje. Zato, ker jaz recimo lahko sem zelo izkušena iz tega področja, delam terapevtsko, delam v kriznih situacijah, ampak to ne pomeni, da imam jaz rešitve za vse situacije. Ne, nisem v tisti situaciji, nisem v koži tistega človeka, ki izvaja, nisem v vlogi ali pa z močjo, ki jo ima. Mogoče svetovalni delavec na šoli ima neke omejene pristojnosti, kompetence in tako dalje. In potem smo z njimi skupaj razmišljali, kaj pa jim lahko najbolj pomaga. In to, da so se oni med sabo slišali, med sabo povezovali, izmenjali izkušnje. Namen tega je torej, da si strokovnjaki med sabo izmenjajo izkušnje in si tako pomagajo, da lahko bolj učinkovito pomagajo osnovnošolcem in srednješolcem pri njihovih duševnih stiskah, od svetovalne službe v šolah in drugod. Lovska družina Stoperce pa je slovesno obeležila 80 let delovanja. O visokem jubileju so se ozrli na bogato zgodovino društva, podelili so priznanje zaslužnim članom ter poudarili pomembno vlogo lovcev pri ohranjanju narave, sodelovanju z lokalno skupnostjo in prenosu tradicije na mlajše generacije. V 8 desetletjih delovanja je lovska družina Stoperce zaznamovala številne pomembne mejnike. Prvi se je zgodil leta 1946, ko je 10 lovcev ustanovilo lovsko družino in začelo pisati njeno bogato zgodovino. Vzpostaviti je bilo potrebno seveda vso infrastrukturo, vse, kar lovska družina pa za svoje delovanje potrebuje. Bom rekel, in tako je lovska družina nekje do osamosvojitve Slovenije delovala. Potem naslednji pomemben mejnik je bila osamosvojitev Slovenije. Po osamosvojitvi je Republika Slovenija lovišča dala v upravljanje upravljalcem lovišč in lovska družina Stoperce je pač pridobila lovišče, v katerem delujemo, v katerem upravljamo naše poslanstvo. Vloga lovca se je skozi desetletja močno spremenila, skupaj z njo pa tudi navade divjadi. V današnjem času pa lov pomeni eno odgovorno in častno upravljanje populacij prosto živečih živali, predvsem divjadi.
predvsem naše upravljanje temelji na načelu trajnosti. Želimo si, da nobena živalska vrsta v okolju ne bi bila ogrožena, torej lov ima zraven svojega lovskega pomena tudi eno pomembno okoljevarstveno vlogo. Smo zaščitniki narave, smo zaščitniki divjadi in to vlogo želimo ohraniti tudi v bodoče. Divjad spreminja svoje navade. Današnji dan vse več srnjadi ima izstope po noči, vedno več je divjih prašičev v našem lovišču, ki delajo škode. Moramo paziti, moramo imeti dobre odnose s kmeti, da najdemo nek skupen jezik, da potem te škode tudi poravnamo. Mi se poslužujemo predvsem, da škode poravnamo sami, posejemo travo ali pa kakorkoli. Posebej jih veseli, da se lovstvu pridružuje vse več mladih, saj prav oni predstavljajo prihodnost lovske družine. Imamo eno zelo dobro, zelo zdravo jedro mladih lovcev, ki pomembno prispevajo k delovanju naše lovske družine. Trenutno nas je okoli 35, trenutno pravzaprav 36 članov. Bom rekel, ravno na račun tega mladega jedra se za svojo prihodnost ne bojimo, ampak se prej veselimo. Pomembno vlogo pri povezovanju lovskih družin ima tudi Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož. To za izobraževanje, za lovsko kulturo, za lovsko kinologijo, za mlade lovce, za razne razstave in podobno, kar pomeni, smo na nek način en večji servis za vse te lovske družine, da pač zagotavljamo, da lovske družine skupaj z nami lažje zagotavljamo njihov oziroma naš namen, to je pa v bistvu upravljanje z divjadjo, pa gospodarjenje z lovišči in podobno. Lovska družina Stoperce je eno izmed dveh lovskih družin v občini Majšperk, ki je zelo aktivno in za lokalno skupnost izjemno pomembno. Zavedamo se, kakšna je njihova naloga primarna, da v prvi vrsti skrbijo za naravo, gospodarijo tako z divjadjo kot za naravo, povezujejo krajane, kmetovalce, lastnike gozdov in še bi lahko naštevali, skratka imajo izjemno pomembno povezovalno nalogo in vsekakor tudi podpora lokalne skupnosti zato ni izvzeta. Biti lovec pomeni veliko vloženega časa, truda in odgovornosti do narave. Tako imenovanih prostovoljnih ur, ki pa se ne bi zgodile, če ne bi bilo te pripadnosti in pa želje ravno strani članov lovske družine. Zato jim vsekakor iskreno čestitam in smo jim hvaležni za njihovo delo. Lovci pomembno prispevajo k ohranjanju narave, pri tem pa tesno sodelujejo tudi z občino in lokalno skupnostjo. Ko gre za naravo, je pravzaprav to neka naša skupna skrb. Namreč občina je tako ali drugače servis občanom, torej vsem, ki tukaj živimo, narava pa je del nas, tako da bi označil to sodelovanje in pa to razmerje kot ene vrste simbiozo. Slavnostno prireditev so pospremili zvoki lovskih rogov, najzaslužnejšim članom pa so podelili priznanja za njihov prispevek k razvoju lovstva. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo, ki je prikazala bogato zgodovino lovske družine Stoperce. Športni park v Gorišnici pa je znova gostil tradicionalno vaško olimpijado, ki je tudi letos združila skoraj 1000 tekmovalcev iz 11 vasi. Poglejmo podrobnosti. Športni park v Gorišnici je tudi letos gostil tradicionalno vaško olimpijado, ki že vrsto let povezuje krajane vseh generacij v športnem in prijateljskem duhu. Športi so različni, discipline so prilagojene glede na starosti, ampak mislim, da se vsak nekje najde. Zato imamo tudi neke tradicionalne, ki izvirajo še iz vaških iger. Danes smo tekmovali v fuzbali, z kolegi, samo se nismo nič pripravili, tako bomo videli, kaj bo. A kaj pa je pomembnejše, ekipno sodelovanje ali zmaga? Ekipno sodelovanje. Mi smo iz vaškega odmora Vala vas, tukaj imamo več ekip in jaz tekmujem v ekipi visečo kegljanje. To so seveda zelo pomembni, gre za druženje, gre za rekreacijo, tako da se res veliko ljudi zbere, gre tudi za neko manjšo tekmovalnost, tako da se imamo zelo fajn. Z dvigom olimpijske zastave se uradno začela že 26. vaška olimpijada, ki je letos združila skoraj 1000 tekmovalcev. Letos tekmuje 11 vasi v 20 disciplinah. Discipline so nogomet, košarka, tek na 60 metrov, tek vaških štafet, met kamna zramna, vleka vrvi, ribiško tekmovanje, speed badminton, odbojka. Za otroke smo pripravili sonožni peteroskok, skok z vrečo, igra med dvema ognjema, strelj na gol.
streljanje z zračno puško, streljanje z fračo, vleka vrvi. Gre za tradicionalni dogodek, ki se odvija v sklopu občinskega praznika in ustvarja prostor za druženje krajanov ter spodbuja športno udejstvovanje in medsebojno povezanost. Iz vsake hiše, iz občine je danes nekdo tukaj, ki tekmuje. To daje velik vzgled otrokom in če ti 10-20 let gledaš, kako se tvoji starši, detki, babice, teti, strici tukaj ukvarjajo s športom, ne moreš drugače, kot tudi, da se sam ukvarjaš s športom. Zato je tudi v občini Gorišnica toliko uspešnih, zelo uspešnih športnih društev, ki tekmujejo, ker imajo takšen dober vzgled v populaciji. Se nekako zelo odlično prijela v naši občini in seveda občina je generalni pokrovitelj vsega tega dogodka, tudi za vse obiskovalce, se pravi za vse tekmovalce, takšne majice, kot sem tudi slavnostno prejel, omogočimo, kupimo in vsakemu tekmovalcu damo tudi hrano. In se mi zdi, da je res to en taki unikaten dogodek, ki povezuje mlajše in starejše in tukaj danes približno 1000 tekmovalcev na koncu nastopi, kar je res, bom rekel, približno četrtina vseh prebivalcev občine, kar je po mojem izjemen podatek. Dogodek zahteva mesece priprav in sodelovanje številnih prostovoljcev, ki vsako leto poskrbijo za njegovo uspešno izvedbo. Pol leta naprej že zberemo vse društva, ki bojo sodila, vse te discipline, to pomeni, imamo 61 sodnikov danes, da vse poteka po pravili, tako da priprave se začnejo kakega pol leta prej, je pa bilo zadnje 2-3 dni že zelo pestro. Ob koncu dneva so bili rezultati le del zgodbe. Največjo vrednost Vaške olimpijade predstavljajo druženje, medsebojna povezanost in tradicija, ki v Gorišnici že desetletja združuje vse generacije. Borilni športi pa niso le tekmovanje, temveč tudi disciplina, spoštovanje in osebnostna rast. To so nam na dnevu odprtih vrat želeli pokazati v klubu tajskega boksa Feniks v Gorišnici, kjer so obiskovalcem približali ta šport in pripravili javne sparinge mladih borcev. Podrobnosti pa v prispevku. Klub tajskega boksa Feniks je v svojih prostorih v Zagojičih organiziral dan odprtih vrat, tokrat v nekoliko drugačni obliki. V obliki javnih sparingov, namen za tem pa je ravno približati tajski boks širši publiki in lokalnemu okolju. Tako da tudi ljudje lahko pridajo, se vsedajo, nekaj spijejo, nekaj pojejo, obenem pa si ogledajo nekaj atraktivnih dvobojev. Glavni namen je seveda druženje in pa izkušnje predvsem mladih borcev, ker se mi zdi neki malo lažji štart, kot peljati nekoga na neki težki met. Se mi zdi, da tu na sparingih pridobijo te izkušnje, malo manj nervoze, malo manj pritiska in se mi zdi zelo dobra stvar, da se nekaj proba, da se malo nekaj preizkusi in da pač vidi, z kakšnega testa je. Obiskovalci so si ogledali 9 dvobojev, v katerih se je pomerilo približno 20 borcev iz različnih slovenskih klubov. Povabljeni so bili borci iz Muay Thai K1 in na koncu smo nekaj poflikali tudi iz kickboksa. Borci prihajajo iz cele Slovenije, no in kot sem že dejal, se mi zdi to ena zelo dobra oblika prijetnega druženja z koristnim. Letošnji dvoboji so bili prvič na prostem. Kljub vročemu poletnemu vremenu borcem ni zmanjkalo zagona. Borci morajo znati tudi malo potrpeti, pa biti aktivni tudi v neidealnih pogojih in se mi zdi, da je to ena zelo dobra promocija in pa zelo dobra izkušnja za začetnike, za borce, ki še nimajo toliko izkušenj in jaz mislim, da s tem delamo spet neki korak naprej, no, da bomo dvignili šport in da naredimo ta šport prepoznan v naši regiji. Teren je bil ful spolzek, težko si kaj dela v glavo, vroče je bilo, res. Hvala Bogu, so vsaj polivali vodo. Osnovno vodilo kluba tajskega boksa Feniks je razbijanje stereotipov o borilnih športih. Ravno zato smo se odločili približati ta šport širši publiki. Poškodbe so relativno redke, razen na vrhunskem nivoju, kot prav gotovo pri vsakem športu. Klub danes združuje člane vseh generacij, od najmlajših otrok do rekreativcev in tekmovalcev. Štejemo zdaj trenutno nekaj čez 150 članov skozi 5 skupin, se pravi imamo naše najmlajše, potem imamo čiste začetnike, imamo rekreacijo, imamo tekmovalno skupino in pa tudi skupino funkcionalne vadbe. Sparing je primeren za vse generacije, saj omogoča prilagojeno vadbo glede na znanje, izkušnje in telesno pripravljenost posameznika.
z otroci začnemo delati tam nekje pri 4 letih. To so začetne otroške skupine. Navzgor pa omejitve praktično ni, tam do 65. leta komot. Naši najstarejši člani so imeli tudi 55 let plus, tako da starost ni nobena omejitev, sploh če govorimo o rekreativnem športu. Priporočam jo, ker sprošča človeka, še posebej, če ima kakšno agresijo v sebi, nauči se tehnike, potrpljenja. Letošnji dan odprtih vrat je uspešno povezal šport, druženje in spoznavanje tajskega boksa ter pokazal, da ta disciplina ni zgolj tekmovanje, ampak tudi pot osebnostne rasti in povezovanja ljudi vseh generacij. Toliko za danes v oddaji Občinski informator, poglejmo pa še, kako pester bo ta konec tedna. V občini Duplek bo potekalo 41. tekmovanje gasilsko-reševalnih človnov, ki ga prireja PGD dvorana. Seveda v soboto 18.7. ob 12. uri bo začetek tekmovanja na reki Dravi, ob 18. uri pa bo potekala razglasitev rezultatov, ob 20. uri pa bo sledila veselica, kjer bodo za dobro vzdušje poskrbeli v ansamblu Potepini. No, prav tako 18. julija pa bo med 10. in 13. uro potekal dan odprtih vrat rokodelske sekcije Društva upokojencev Gorišnica. No, seveda pa se lahko udeležite tudi turnirja v odbojki na Mivki, na Jurovskem vrhu 2, na tamkajšnjem igrišču. Prav tako v soboto 18. julija ob 16. pa tja vse do 16.45 bo potekalo zbiranje ekip, ob 17. pa sledi začetek. No, 19. julija pa vabljeni na farno žegnanje Svete Marjete v Gorišnici s pričetkom ob 10. uri, ko bo sledila tudi maša. Toliko z moje strani, imejte lep konec tega vikenda in nasvidenje.